Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Razburljivo dogajanje na finančnih trgih, kaj ne? Tečajnice so obarvane krvavo rdeče, po 13 letih bikovskega trenda smo končno vstopili v območje medveda. Kaj se dogaja na finančnih trgih, je zdaj pravi čas za investiranje, za koliko lahko tečaji še upadejo, kako verjetna je recesija in kaj vse to pomeni za naše naložbe. O tem se bom pogovarjala s stalnim gostom Andražem Grahkom iz Capital Genetics. Zdravo, Andraž. Živijo. Inflacija, recesija, borzni zlom so besede, ki jih zadnje čase res zelo pogosto slišimo, pa ne samo to, tudi precej googlamo, kaže Google Trends. Prepričana sem, da bo beseda leta verjetno ne samo v finančnem svetu, ampak tudi na splošno inflacija, tesno za petami pa je bo verjetno, po mojem mnenju, sledila kakšna recesija. Menda, da nas Google pozna bolje, kot se sami sebe poznamo, kar je pač mogoče celo malce grozno, a tako je. Ampak, Andraž, daj ti povej, kaj pa ti recimo googlaš zadnje čase? Ko pa jaz googlam zadnje čase? Iskreno povedano, zadnje čase delamo neke raziskave na temo robotov in kako se te razvijajo, tako da jaz sem v nekem svojem tunelu in niti toliko ne gledam vsak dan recesija gor dol, ne, mislim, da smo to temo mi tako že vzeli 2 meseca nazaj, ali bo recesija, ali je neko tveganje ali ne, tako da se mi zdi, da je to zdaj pač sam nek, kot temu rekel, logistično gledano, nek fulfillment se zgodil, neke zgodbe, ki smo jo mogoče vsem dali na zemljevid, tudi kar se tiče debate na MoneyHow, tako da ja, pač to tveganje se je absolutno povečalo zaradi več razlogov, tudi inflacija tukaj vpliva na uničevanje kupne moči in že to ima povratni učinek na sentiment ljudi in mislim, da pač je več točk bolečine, zaradi katerih je gospodarstvo zdaj na zelo, zelo majavih temeljih, saj na nek kratek rok, recimo. No, v redu, zanimivo, no, tudi robotika je zelo zanimiva tematika, absolutno, to je verjetno trend oziroma prihodnosti bomo zagotovo še zelo veliko slišali o robotih. Omenil si inflacijo, inflacija je res velika težava, ta kar raste in raste iz meseca v mesec. V evroobmočju in tudi v Sloveniji je trenutno medletna inflacija 8,1%. Banka Slovenije je celo napovedala, mislim, da včeraj, predvčerajšnjem, da se bo ta v Sloveniji še krepila, ocenjuje na 9%. Zanimivo je pa tudi priznanje centralnih bankirjev, da so podcenjevali inflacijo in pa njeno krepitev. Posuli so se na nek način s pepelom, vendar njihove slabe odločitve nosijo posledice in to bomo zagotovo čutili mi, posamezniki, plačevalo pa bo tudi gospodarstvo. Recimo včeraj je ameriška centralna banka dvignila obrestno mero, danes britanska, presenetljivo tudi švicarska danes je dvignila obrestno mero, zaradi tega, ker pač imajo tudi inflacijo v Švici in nekako napoveduje, da bo do konca leta 2,8%. Mislim, da imajo eno nižjih inflacij v okolju, našem okolju v Evropi. Skratka, kar precej zanimivih stvari se dogaja. Se strinjaš? Mislim, jaz bi na nek način rekel, da je to neko nadaljevanje teme. Ne. To zgodbo okrog inflacije, bilo je ogromen dialoga, prehodna, epizodična, kaj bo, kaj ni. Dejstvo je, da nihče ne pozna prihodnosti in kar se to je pomenilo, da so se še drugi problemi pojavili, ne, konkretno tudi zaradi te, ukrajinske vojne, ki je še malo dodatno pomešala vse te, dobavne verige pa razpoložljivost energetskih virov in sam še dodala na že tako razbeljeno ozračje, da se tako izrazim. Ne. Tako da pač mene spet toliko ne preseneča, spet pa moramo eno stvar vedeti. Ko gledamo te ekonomske indikatorje, gledamo v zračno ogledalo, gledamo nekaj, kar je posledica nekega stanja, ki se je akumuliralo zadnje 2 leti in je zdaj pač, tako rekel, po domače vsekalo ven. To ne pomeni, da moramo naivno pričakovati, da se bo to kar nadaljevalo z enakim trendom naprej, ker če smo se karkoli naučili, je to, da ne moramo vzeti nekaj, kar se je dogajalo zadnjih, 24 mesecev in kar
kopiraj, prilepi, da se bo pa to dogajalo tudi naprej. Ravno ta inflacija, ki je više, kot so vsi pričakovali, vključno s centralnim banka, ki bi mogli imeti vodilne podatke in bistveno boljše ekonomske modele za napovedovanje kot vsi navadni smrtniki, v bistvu se je izkazalo, da ta stvar ni tako enostavna, da ne moreš reči, ne, inflacije ni, poglejte, tukaj smo, potem pa ojoj, Sherlock Holmes, našli smo neke nove dejstva. Mislim, ja, ok, veš, da pač je neko tveganje pri napovedih in ga sprejmeš. Tudi, ko si govorila o recesiji, ravno v bistvu gledal sem, da je točno to, kar smo se pogovarjali. Tudi recesija je bilo, saj ne bo recesija, saj je nizka verjetnost recesije. Praktično, če gledamo vse napovedi analitikov, vse kaj je zgodilo. Ne vem, če bi jih spraševala januarja tega leta, bi bili vsi, verjetnost recesije je nič. Če bi jih vprašali marca tega leta, bi rekli, verjetnost recesije je 5%, nekaj v tem smislu. Če bi jih vprašali aprila, bi rekli, verjetnost recesije je 40%. No, ta zadnja anketa, ki je glizala, sem videl nek članek, v bistvu, ki sem se igram se malo z Bloomberg terminalom, med tem, ko mi dva govoriva tole, je v bistvu zrasla verjetnost recesije preko 70%, v bistvu v zadnji anketi. Tako da zdaj kar naenkrat vsi vidijo, 72% natančno. Zdaj smo pa vsi... A to govoriva o 12 mesecih, da bo verjetnost nastanka recesije ali v kakšnem obdobju? Ja, to je zdaj anketa, z nekak itak se gleda za en let naprej, sedljem, tam smo vsi slepi kamiši. Tako da v bistvu to je zdaj zadnja anketa Bloomberga. Ravno sem gledal med najbolj branimi članki, ravno kar ko zdaj mi dva tole govoriva. Tako da v bistvu pač padel mi je v oči, ker si načela, ko sem se mečkan igral, pa sem videl, da je bil pač med novicami in to je to. Zdaj vsi vemo, kar naenkrat je pa jasno in to je to. Nekaj bi te pa vsem zdaj zmotila, zdaj praviš 70%. Par dni Tako oni nazaj. pravijo, jaz nič tega ne oni pravim. pravijo. Par dni nazaj 30%. Zdaj pa ti meni povej, kako verodostojne so sploh te napovedi analitikov. Centralne banke, ki imajo armado analitikov, delajo cel kup napak. Samo čudimo se lahko, kakšne napake delajo. Zdaj pa ti meni povej, zakaj bi mi v bistvu sploh analitikom verjeli in pa njihovim napovedim. Ker konstantno to nekaj spreminjajo. Spreminjajo napovedi za nastanek recesije, potem malo zgrešijo inflacijo, potem malo popravljajo napovedi, malo šraubajo napovedi za gospodarsko rast. Tako. Jaz bom tako rekel. Jaz bi rekel, da so vse napovedi enako napačne, kot so ves čas, samo zdaj nas tako hudičev zanima, kaj bo z recesijo in smo bolj pozorni na te ankete, koliko zadanejo in koliko ne, in je mogoče malo več, ko bi rekel, emocionalnega kapitala investiranega v neke novice, v neko vsebino, ki prinaša neko nezaželjeno mogoče realnost ali pa kakorkoli. Tako da jaz bi rekel, da kar se tega tiče, je v bistvu tako, da ne vemo, v kakšni obliki. Prvič, recesija je že sama po sebi nek izraz, ki je zelo tehničen. Pač gre za neki 2/4 leti krčanja gospodarske aktivnosti oziroma konkretno bruto domačega proizvoda. Zdaj lahko je globlja, lahko gre strmo navzdol, lahko je pač bolj plitva. Ne vemo kaj. Tako da že en izraz je recesija kot recesija v nekem kontekstu včasih nepomembna, če je zelo kratka pa 2 kvartala, sploh po zelo, zelo visoki rasti, ker je že tako normalno, da se malo ohladimo. To sploh ni nič nenavadnega. Bom dal primer, če greste pri vrednosti nečesa s 50 na 100, verjetno vas ne bo bolelo, če šlo pol to na 98. Tako da to ni problem, pa je recesija. Težava je pa to seveda, če ste prišli na 100, pa gre potem to na 90, pa na 80, pa na 70, pa dobički implodirajo, pa obvezniški trgi v bistvu se njihova vrednost zmanjšuje, tako kot že dolgo časa ne. Videli smo več kot 20% upade v povprečju vrednosti, tržne vrednosti obvezniških trgov, da se tako izrazim, torej agregatnih vrednosti, dolžniških vrednostnih papirjev. To pa ni več hec, zato ker jih držijo vse inštitucije, vse banke, vse zavarovalnice in vse ne tako, da jih bojo čez noč kar enostavno prodale, daleč od tega, ampak pač to vse kaže na neko nezaželjeno tveganje stabilnosti finančne. Torej, tukaj smo zdaj in zdaj pa, ko to date vse v miks, torej, višje obrestne mere,
finančno premoženje se krči, se topi, višje cene osnovnih primarnih inputov, ki vplivajo na sentiment, ljudje so itak potrošili več ali manj koronske dodatke in neke stimuluse in morajo živeti v neki novi realnosti. In še druga stvar, trg dela, za katerega smo vsi govorili, kako je močan in se mu nič ne more zgoditi, mogoče v Sloveniji še vedno tako, ampak predvsem, kaj jaz vem, ZDA, delno tudi že sever Evrope, prihaja do zelo, zelo velikega vala odpuščanja, zlasti v zagonskih podjetjih, ki so zbrala ogromno denarja in so izjemno odvisna od stika s kapitalskim trgom. To so po tisoči in tisoči v bistvu seznami ljudi, ki so v bistvu dobili nogo, no, da se tako izrazim. A lahko te tlele mečkano stavim? Ravno to sem danes, sprašujem se o delu analitikov, sprašujem se o teh analizah, sprašujem se o teh napovedih, sprašujem se, komu danes sploh še verjeti, a ne, glede na to, da tako velike inštitucije delajo tako velike napake in to bojo plačevali, to bomo mi plačevali in tudi naši vnuki bodo plačevali. Pa bi rada tukaj omenila, ko sem raziskovala po Google Trends, kaj ljudje največ iščejo, ko iščejo besedo recesija, kaj največkrat pogooglajo. In največkrat je bil pogooglan Elon Musk Recession 2022. Ta je namreč namignil, da ima super bad feeling o gospodarstvu. Povedal je, da se je recesija v bistvu že začela in da bo po njegovih ocenah trajala vse od 12 do 18 mesecev. Ampak on je šel še korak dlje, on je šel v akcijo. Vodilnim v Tesli je zapovedal, da ustavijo zaposlovanje po svetu, hkrati pa povedal, da bodo zmanjšali število zaposlenih za 10%. Omenil si tudi, da startup oziroma zagonska podjetja odpuščajo, pa ti bom povedala nekaj številk. Coinbase, 1100 zaposlenih. Turški Getir, ki dostavlja hitro hrano, 4500 ljudi. Fintech Klarna, 700. Tudi konec koncev so že novice na Slovenskem, v Sloveniji, da tudi slovenski startupi odpuščajo. Eden prvih, ki je začel malce večje število zaposlenih odpuščati, je EKVB. Ta je odpustil 60 zaposlenih, kar je četrtina vseh zaposlenih. Kaj v bistvu pomenijo ta odpuščanja v zagonskih podjetjih, ker oni so tisti, ki v bistvu res na veliko ponavadi zaposlujejo ljudi. Zdaj pa na veliko tudi odpuščajo. Kaj signalizira? To signalizira, da je pač kapital postal redkejši, kaj je, in da ne morejo računati, da bojo kar neke nore valuacije imeli na runde in bojo lahko pač rastli na enak način naprej. Njihovi vlagatelji so jim rekli, morate optimizirati vaše vire. V tej rasti ste pač zaposlili očitno preveč ljudi, ker itak jih malo preveč zaposlijo, ker malo na zalogo pač vsem ti samorogi zaposlujejo. In zdaj, ko se tudi izkaže, da določeni produkti ne delujejo, oni v bistvu morajo se prilagoditi neki novi realnosti, predvsem se pa morajo mogoče tudi prilagoditi, da nekega produkta ne mogoče tako agresivno, rekel, na trg, ko rekel, plasirati, ga tudi toliko tržati in zaradi tega tudi ne rabijo take kadre, ki so jih mogoče mislili, ali pa se celo produkt, ki je spremenil, pa nek produkt ne dela, pa rečejo, ne bomo tega več razvijali naprej. Torej, spremembe se to so že scale podjetja, ne, to, ko govoriš o Klarni, pač Klarna je, ne vem, zadnja valuacija tam okrog, čeprav bilo malo nižje, okrog 40 milijard, ne, to zdaj govoriti o startupu je malo, to je pač, ne vem, jaz bi rekel, da je to 20-kratnik tržne kapitalizacije Ljubljanske borze, sama ena firma, ne, tako da malo damo v kontekst, mogoče se upravičujem, če 1,8, da nam koga, 18-kratnik, da nam koga užalil, ali pa kaj takega, ker nisem bil natančen na decimalke, ampak kakorkoli, kar se je dogajalo, je to, da še pred tem, ko je Elon Musk recimo to tweetal, pa ko so, ne vem, zlikali ven v javnosti te neki maili, ki ne bi jih on pošiljal v nekem ožjem krogu, da ne nek soft stop na zaposlovanje oziroma nek soft odpuščanje začnejo, ne? Nekaj v tem smislu je bilo to. Še pred tem je ameriški VC Sequoia, eden izmed bolj poznanih v Silicon Valleyju, naredil eno tako prezentacijo kot neke vrste navodila njihovim founderjem, torej ustanoviteljem podjetij, ki jih financirajo, kako se pripraviti na krizo in kje racionalizirati in kaj lahko pričakujejo, ne? In težava je predvsem to, in message je zelo enostaven. Ne moreš, če ti kuriš, ne vem, zdaj sem zmislil,
whatever, 200 milijonov evrov na leto, a ne? In če boš potem rabi z neko frekvenco zbirati denar. In zdaj v tem trgu bo vrednost vrednotenja nižja in tega si ne želimo. Torej moraš tvoj burn rate zmanjšati, tako da kar lepo začni zmanjševati svoj burn rate in ukvarjati se malo več s produktom in malo manj z, rekel, to zazrtostjo, z hitrostjo skaliranja, ker mogoče tudi ne morete zdaj tako hitro skalirati, ker je okolje bolj občutljivo, sploh uporabniki, recimo, konkretno. Ne? Ja. Zdaj, beseda recesija, ko sem gledala Google Trends, ne, beleži porast vse od 24. februarja, takrat se je pač izbruhnila vojna v Ukrajini, drugi vrh pa je doživel v začetku junija in takrat je največ ljudi v bistvu googlalo banko Deutsche Bank, ki je aprila napovedala prihod velike recesije. In takrat sem tudi pogledala malo, kaj ljudje sprašujejo o recesiji, se pravi, želijo vedeti, kaj je definicija recesije, ne, koliko v povprečju traje, kaj recesija pomeni za malega človeka. To ponavadi ljudi najbolj zanima, pa dajmo, Andraž, te bomo mi tudi malo pogooglali, te bom jaz zdaj malo pogooglala, pa boš odgovoril na ta vprašanja. Definicijo recesije si recimo že pojasnil. Mogoče bi te še eno vmesno vprašanje vprašala, to sem pa tudi slišala eno tako zanimivo trditev od enega analitika, ki pravi, da podjetniki in menedžerji sploh ne vedo, kaj je recesija. Mogoče tudi oni googlajo, ne vem. Daj malo odgovor na ta vprašanje, se pravi, mnenje o tem, da podjetniki ne vejo, kaj je recesija, koliko v povprečju traje, pa kaj v bistvu pomeni recesija za nas. Ok, mislim, rečemo, smo odgovorili, kaj tehnično gledano recesija in tam zelo purističen analitik se je verjetno obesil točno na to. Točno taka je definicija, ko ne bosta 2 zaporedna kvartala tega, recesije ni, pa to bomo gotovo s 3-mesečnim zamikom, ko mi bo statistični urad dal podatke. Ne? Podjetnik mu rekel, a se tep malo zrolala, kaj s tabo, meni naročila padajo, ker če si mi obseg proizvodne, preden bom jaz postal del tvoje statistike, je moje podjetje lahko že zgodovina. Ne? Tako da, v bistvu zelo odvisen tudi mečkan, kje, v kateri dejavnosti je nek podjetnik, koliko v bistvu je na nekem delu, kjer mogoče zelo hitro začuti nek upad naročil, koliko je pa mogoče, kaj pa jaz vem, na nekem bolj koncu verige. Ne? Bom dal primer. Preden bojo začutili, kaj pa jaz vem, neki zelo taki neciklični sektori, kot so prehrana ali pa kdo drug, ne, učink recesije še kar lep čas trajala. Medtem, kakšne, se pravi, res zelo ciklične stvari, zrasti kakšne oske nišne, ne vem, kot te tehnološke stvari. Tle imaš pa 2 problema. Prvič, še robe nima, zdaj pa še fasal, da ljudje pač so se založili v koroni za, ne vem, raznimi ventilatorji, hladilniki ali kaj že EKVB dela za pač tele gaming statione, ne? In v bistvu zdaj to pomeni, da demand v bistvu v prihodnosti v neki časa slabši mogoče, ali pa še kakšna druga stvar, ne vem, pač ni tako enostaven. Tudi v tem tehnološkem sektorju tako zdaj izgleda, da samo cene grejo lahko navzgor in vse je super. Pa ni res, zato ker pri polprevodnikih so zelo abruptni cikli. Enkrat jih manjka, pa gre gor noro, pa se enkrat povpraševanje prilagodi, in to se je tudi zgodilo, pa tudi vprašanje kaj. Tudi velike firme imajo lahko zelo hitro, še zlasti ti, ki so na nekem vektorju porabnika, ki ga lahko sentiment hitro pripravi do tega, da bo odložil neke nakupe. Slišim, da so težave pri servisiranju avtomobilskih financiranj se začeli v ZDA. To pomeni, da ljudje, vse vemo, kakšne so bile zgodbe, ni avtomobilov, pa ne vem, kva vse hočemo. Nekaj. Zdaj imamo avtomobile, ampak jih ne moramo plačevati. A je to res ali kaj? Tako da se ne pravim, da je tako na široko, ampak pač bile so neki članki, ki so o tem začeli govoriti. Delno je verjetno tudi posledica rasti celotnega stroška imetništva avtomobila, prevoza in vsega živega, ker Američani so res, da imajo zelo pocen bencin, ker nimajo trošarin obesenih gor, ampak to pomeni, da je tudi izjemno hitro se podražil in to naenkrat. In to jih najbolj boli, ta hiter skok, hiter dvig obrestnih mer, hiter skok življenjskih stroškov, v bistvu to te nekako zadal. Tako da se mi zdi, da vsak pri sebi ve, kaj za njega pomeni recesija, to pomeni krčenje obsega poslovanja. Kdaj bomo pa v agregatu, ko bomo vse mrliče sešteli, ugotovili, da jih je dosti umrl, da lahko temu rečemo, ne vem, da so padli na bojišču recesije in da zdaj lahko razglasimo recesije
in bo nek analitik v sredo ob enih, ki bo statističen urad to dal, lahko napisal članek o tem, ne, to je pa za krivuljo, backwards looking. Zato v bistvu velja tudi, da so en izmed vodilnih kazalcev so tudi delniški trgi, ker delniški trgi probajo uračunavati sprot stvari in v bistvu tehtajo, ali pa glasujejo, a bo recesija in ne, in pač te nakazujejo, da se je pač to tveganje povečalo. Zdaj, ko se to pokaže v uradnih številkah, ponavadi tak tečaji več ne grejo navzdol, ker to pomeni, da so pravilno uračunali. Težava bi pa bila, če so bili še preveč optimistični, pa bi še slabše številke prišle, pa morati pa še eno nadstropje nižji z dvigalom, tako nekako, ja. Evo, približno napovedi analitikov o nastanku recesije se približno tako spreminjajo, tako kot svetloba v tem prostoru, kjer zdaj snemam. Šalo na stran. Zanimivo je tudi to, da je prišlo do obrnjene krivulje zahtevanih donosnosti ameriških obveznic. O tem smo tudi govorili, mislim, da aprila letos, ko je pač se tudi ta obrat zgodil. V teoriji naj bi to v bistvu že nakazalo nek prihod recesije. Zdaj, številni analitiki, tudi včeraj sem bila na nekem dogodku, ker je bila zbrana res pisana druščina pomembnih ljudi, pa sem tako naredila eno malo mini anketico med njimi in sem jih vprašala, kdaj oni pričakujejo recesijo. Lahko rečem, da 90% ljudi odgovorilo leta 2023 skoraj zagotovo. Le peščica oziroma mogoče 2 človeka sta pa celo recesijo napovedala za letošnje leto. Zelo deljena mnenja so pa tudi, kako zelo močna bo ta recesija. Nekateri govorijo, da bo šibka, da sploh ne bomo vedeli, da se je zgodila recesija, spet drugi govorijo, tako kot Deutsche Bank, da bo to velika recesija. Kakšno je tvoje mnenje? Jaz bi težko rekel, da upam to staviti na to, da bo zelo plitka. Jaz bi to rekel, da je nizko verjeten scenarij. No. Pa bom povedal zakaj. Zato, ker smo vzeli iz vodnjaka vsega obilja vse ven in jaz mislim, da pač moramo tukaj. Bo normalna recesija, dajmo reči, da je zaenkrat tako staven, ker zdaj, če bi rekel, nič ne bojo ukrepali, pa bojo vse zamudili, pa bilo zelo, zelo grdo, ker če gre s takim tempom naprej, bom tako rekel, če grejo obvezniški trgi v agregatu dol 25%, bi mogli delniški 50%, pa še zmer niso šli. Tako da jaz mislim, da to ena tudi posledica, ker ne moramo tako naivno razmišljati, ampak bo to vodilo tudi v neke ukrepe, ko jo centralne banke mogle. Centralne banke imajo tako kaj en slalom, zdaj v bistvu zelo hitro bojo mogle obrate delati. Ne bo tako, ne morejo se tako obnašati, da imeli cikl 12 mesecev nekega postopnega dviganja. Po mojem ne bomo, po mojem neka kombinacija v bistvu monetarne politike, kvantitativnega sproščanja, pa nekega signalinga teh kratkoročnih obrestnih mer bo mogla biti bistveno bolj dinamična. In tukaj se je pokazalo, da ECB je izgubljena k nek otrok v gozdu. No? Se upravičujem. Mislim, da so res čisto izgubljeni, ker zdaj jih je toliko presenetilo, da sploh manevrskega prostora nimajo. Sploh niso nič dvigali, nič niso naredili v osnovi, da bi si malo manevrskega prostora dali, v tem smislu, da bi malo inflacijo ukrotili, pa bi rekli, imamo zdaj malo prostora, da nazaj spet dodajamo likvidnost. Zdaj ne vem, kaj bodo naredili. Če šlo to tako naprej, ne, bojo kar enostavno rekli, smo mislili dvigati, ampak ne bomo začeli spet obveznice nazaj odkupovati. Tako da ta politika, jaz mislim, da to izmikanje odgovornosti, to je moje mnenje, da preveč sledijo Fedu. Fed dela bistveno boljšo politiko, pa še oni imajo težave, in ta zastarel pogled, dajmo mi slediti vodilni svetovni banki za nekim zamikom, da je vse predvidljivo in vsi vse vejo, jaz mislim, da to ni dobro. No. Jaz mislim, da pač vse take sinhronosti, ki smo jo imeli, mogoče nimamo. V tem trenutku je pa res, da ravno mogoče zaradi te sinhronosti, ker je ni, in je Evropa bistveno bolj izpostavljena energetski krizi zaradi rusko-ukrajinske vojne, je verjetno to delno nek izgovor, ki je, bom tako rekel, mogoče ga priznamo delno ECB-ju, zaradi tega, ker pač mi vire dobivamo z Rusije, nimamo enakih virov, kot jih imajo Američani. Američani zdijo na nafti, v resnici nimajo dost za nekaj časa tudi sami zase, niti Saudske Arabije in drugih ne rabijo, ampak pač jo skladiščijo, ravno za take primere. Ampak Evropa se je pa pokazala, kje smo. Mislim pa, da veliko pove to, da se je ECB na nekih točkah ukvarjala z raznimi zelenimi prehodi in kar nič ni narobe z zelenim prehodom na pomot, ampak to ni job ECB-a. Job ECB-a je cenovna stabilnost.
ravno zato, ker Evropa kot taka ne prenese inflacijskih šokov in še vsakič, ki so se dogajali, bo samo nekaj slabega sledil, pa nič dobrega, Ja. iskreno povedano. Mogoče tukaj sam, da omenim, več kot 60 centralnih bank je že zdavnaj dvignilo obrestno mero v boju zoper inflacijo. Christine Lagarde, prva dama ECB-ja, je pa šele, mislim, da pred kratkim ugotovila, da je inflacija resen problem v evroobmočju. Zanimivo je bilo to zasedanje izredno, ki se je zgodilo v sredo, ko so sklicali izredno zasedanje, in sicer skrbi jih namreč dogajanje na obvezniškem trgu, in sicer bolnik Evrope, to je Italija, zahtevane donosnosti do dospetja državnih obveznic so se povzpele preko 4%, kar je največ po letu 2014. Tako da meni je zanimivo to, ko sem brala, ravno danes sem brala pa članek o Švici, švicarski centralni banki, ki je dvignila obrestne mere za 50 bazičnih točk in trenutno je njihova ključna obrestna mera še vedno negativna pri minus 0,25, medtem ko je njihova inflacija rekordno, nizka, ena najnižjih v Evropi, in sicer mislim, da napoveduje do konca leta 2,8%. Zdaj tukaj vidimo dva ekstrema. Centralna banka Švice pa ECB, ki v bistvu sploh še ni dvignila obrestne mere, šele julija jo bo prvič dvignila po, desetletju, medtem ko recimo britanska centralna banka je pa že 5-krat dvignila obrestno mero, 2 dni nazaj je pa Fed dvignil za rekordnih 75 bazičnih točk. Kaj se tukaj dogaja? Ali v bistvu banka, rekel si, da je ECB izgubila kompas, da ne ve točno, kako ravnati? Ja, jaz bom tako rekel. Evroobmočje je tako politični del, to pomeni, države pa voditelji EU-ja, torej predsedniki vlad, ki se dobivajo, sveti ministrov in to, kar se dogaja pač na višjem nivoju. To je ta odločanje, kaj bomo s fiskalno unijo naredili in monetarno unijo, je problem, da je ta mehanizem odločanja enostavno preveč dolg kabel je odločanja, preden pride do odločitve, dajmo temu tako reči. In v tako volatilnih okoliščinah, ki so zdaj, enostavno to ni dober način, kako upravljati za neko, v bistvu je to neka kriza volatilnosti, pustimo zdaj imamo recesijo, ampak imamo težavo z inflacijo, tako da v bistvu tukaj je težava. Zdaj pa druga stvar, ki ti izpostavljaš, je pa tudi to. Evro kot posledica tega, da so pač tako dolg časa čakali, da karkoli naredijo na obrestnih merah in so se v Ameriki te vzpenjali, je pomenilo, da je tudi evro izgubljal v primerjavi z dolarjem. Vemo pa, da je večina surovin in materialov kotiranih v dolarjih in se večina transakcij izvede v dolarjih, kar je avtomatično pomenilo, da smo uvažali še inflacijo zaradi šibkega evra, ker že v dolarjih je bilo nekaj dražje, pa smo pa v evro preračunali, ki je padel v primerjavi z dolarjem in je zaradi tega to še dodatno dvigalo inflacijo. Torej v bistvu in ECB bi to lahko vedela. Lahko bi vedela, da če pade evro za 15-20%, da to imeli inflatorne učinke. In iz tega stališča meni ni jasen, zakaj niso mogli vsaj signalizirati, da jo hitreje dvignili obrestne mere. Zdaj, kaj bi to pomenilo? En bo rekel na koncu je vse enkrat itak bo recesija, pa je to vse skupaj brez veze. Mogoče je pa res brez veze. Sam, kar mene skrbi je, jaz ne gledam tukaj, a bi oni lahko nujno to mogoče bolj preprečili. Težava je to, kakšne signale monetarna oblast daje subjektom na trgu in to mi pa ni všeč. In jaz ne vem, kakšne signale bo dajal, ko bomo v recesiji, pa bo ta zmer globja, pa bojo, italijanske obveznice je mogli odpreti konzervo donosno za dospetja dobesedno, da so krizni sestank sklicali, je šla na 4,2 desetletna, danes smo pa, že kar opazno pod 4. Torej, v bistvu to je bila že kar neka intervencija, malo manj, da ne. Tako da klele je šlo za res, iskreno povedano. Tako da jaz mislim, da to nakazuje tudi, da te države, recimo, tudi, ker mi smo imeli zdaj volitve, pa prejšnja vlada je pač neke, izdatke sprejela v proračunu, pa fiskalni svet tam opozarja, da je strukturen primanjkljaj prevelik, nova oblast napoveduje, kam vse bo investirala in to, ampak mislim, če se tako nadaljevalo, v bistvu zdaj zaenkrat imajo še staro zalogo pocen kreditov in obveznic, ampak če bo to naprej pa treba refinancirati, imamo mi težave, ne vem, komu tega troglavega zmaja, zdravstva, demografije, pa še vseh ostalih problemov, ki jih imamo
v državi in ki jih moramo rešiti z infrastrukturo pa čim drugim v bistvu rešili, zato ker to se je podražilo. Zdaj spet pravim, napačni signali, ne vem, pač ameriške državne obveznice vse niso bile na 0 pa minus 0,5, da vsi veselo zapravljamo. Ne? Mogoče bi tukaj sam še eno zadevo dodala, ker si tako zelo lepo povedal o Sloveniji in pa tej situaciji pri nas. Moram povedati, da smo zelo odvisni tudi seveda od nemškega gospodarstva in pred dnevi sem brala, da je nemški finančni minister povedal, da Nemčiji grozi stagflacija. Kaj za to pomeni v bistvu za nas? Mogoče še samo še en dodatek. Ravno včeraj sem se pogovarjala tako malce neuradno z enim viceguvernerjem. Malo smo se pogovarjali o recesiji, o stagflaciji, pa sem ga vprašala, kaj je boljše, recesija ali stagflacija. Rekel je recesija. Kaj boljše? Kaj boljše? Okay. Recesija je stagflacija. Mislim, recesija je čiščenje, to moramo vedeti. Recesija je ki se je drek nabral, ga je treba spucati, in recesija očisti določene stvari. In dobro, to zdaj tako zvenelo. Vsi veste, da če navte nekaj časa šli na stranišče, to ne bo dobro, dajmo temu tako reči. In zdaj lahko poskušate to toliko časa, kolikor hočete, ampak na koncu bo ven vsekal. To je recesija. Zdaj pa stagflacija je pa v bistvu nekaj, kar se je dolg cajt kuhal. Recesije še nisem slišala. Ja, je zelo dobro. Tako je, neravnotežje so in pač to je treba prebaviti. Sistem mora to, cene se morajo prilagoditi, balone smo imeli na premoženjskih trgih, mora se umiriti, mora v bistvu to povzročiti, da se reaktivira normalno povpraševanje, mi smo imeli ful fiktivnega povpraševanja zaradi nizkih obrestnih mer in sam še enega slišam, ko govoril, smo imeli ležarine pa 22 milijard na računih, zdaj pa vsi kupite stanovanja, to je ful dobra naložba. Ja, super, mislim, to je zame fiktivno povpraševanje, ker je, še ne vem, kdo se spomnil, da v kupu stanovanje sam zato, ker ga tam lupijo na bankah z ležarino. Mislim, kakšna logika je zdaj to? A dolgoročno investiranje bo temeljil na tem, kad te en klede malo po prstkih tovče. To ni dobro, zato jaz pravim, tukaj morajo pač neki trgi narediti neko svoje delo in v modernih gospodarstvih je tako, da nič ni samo trg, to vsi vemo, nekaj se menedžira, Dr. Keynes je rekel, lejte, da to ni fajn pustiti, da gre vse svojo pot, samo trg, malo moramo pomagati pri temu, država mora svoj lonček dati takrat, ko gre dol, ko je ta prava recesija, pa mora se umakniti, ko gre gor. Sam glej ga zlomka, politiki se ne znajo umakniti, oni bi sam skozi zapravljali, a veš, tako da tukaj imamo problem. In zdaj smo v neravnotežjih, tako čuden smo postavljeni, jaz ne vem, kako bomo nazaj, mislim, vem kako pač, tako da se je prilagodile cene, tako da se je gospodarstvo prilagodilo, da se je prilagodilo na razpoložljivost vire in cene, ki so, in tako da bomo skozi čas nadomestili, ne vem, če je Rusija strateški problem za dobavo energentov, bomo mogli jih časa rabiti, zato da bomo ta problem rešili. Zdaj, je to 5, 10 ali 15, 20 let, ne mi pove ene energetiki, jaz pojma nimam, kakšne so realne ocene, ampak to je to. Ja. Mogoče glede ležarin, samo to za informacijo povem, da je danes prva slovenska banka napovedala, da bo umaknila oziroma odpravila ležarine, to je bila DBS. Seveda čakamo, kdaj bodo to storile tudi večje banke, oziroma ali lahko pričakujemo, da bodo pogruntali kakšen nov način ali pa neko novo ime. Zato smo se sicer že enkrat pogovarjali, pa bova to kar preskočila, ležarine so neka druga zgodba. Greva midva zdaj kar naprej. Pa dajva pogledati te naše realne številke in sicer dajva pogledati malo delnice, kaj se dogaja na delniškem trgu, tečaji so kar brutalno upadli. Mislim, da tudi danes beležimo upad, mislim, da je bil 3%, danes, ko sem pogledala. Ampak, če pogledava malo daljše časovno obdobje, recimo od začetka leta, se na primer Nasdaq pocenil za 30%, S&P 500 za 20%, tudi Eurostoxx 50 je upadel za 20%. Tako da, zanima me, kaj ti misliš, kaj misliš, da se bo še dogajalo, lahko vidimo še globje upade? Mislim, odgovor absolutno lahko vidimo globje upade. Če se spomnite, skozi je bilo vprašanje, kako vstopati na trg. In smo rekli, tako kar ni fajn v mrzlo vodo razgret skočiti, ker te lahko, ne vem, v bistvu neka kap zadane dobesedno, tako je tudi na enak način. In govorili smo o tem, da rečemo, kaj smo rekli, leto in pol, 18 mesecev, če večji znesek, ga razdelimo in gremo not. In zdaj,
jaz ne vem, ali sem jaz to kje naročil v mojih sanjah tam gor, ampak točno to se dogaja. Ne. Dejansko je to, da se pač postopoma še v noč se je zdaj izkazalo, da pač ne greš na vrhu, te ne demotivira in če si bil kle priden, si zdaj mogoče polovico tega zneska poinvestiral in imaš še 8 obrokov, da kupuješ. In zakaj? Ker je spet ta cikl, tako kot je rekel Elon Musk, ne, let pa pol bo trajal, pa bo pa nekak mim. Sam borza to računa že 6 mesecev, preden se začne prej. Ne. Zdaj, ko si ti sprašvala ljudi, ki so rekli, a bo letos formalno recesija, ne, ali naslednje leto. Mislim, I have a news for you. Če bo letos recesija, pol bo zdaj tole šlo še dol, zato ker borza 6 mesecev naprej računava. In če sploh ni vprašanje, ali je že vračunana recesija v borzne tečaje. Ja, je, delno. Borza prav, recesija bo z veliko verjetnostjo. Zdaj, to, kar so tukaj analitiki 72% ugotovili, je samo to, da so šli nazaj pa pogledali na trg pa rekli, vodilni kazalci kažejo, da bo recesija. Ja, good morning, Sherlock Holmes. Zdaj pa tisti, ki pa pravijo, naslednje leto bo recesija, tisti pa v bistvu, če bi zdaj v borzno logiko prevedel ali pa v trge, to pomeni, da bojo pač te tečaji ostali na nekih nižjih ravnih tudi še celo leto, če bo recesija naslednje leto. Tako to funkcionira. Ker pogovarjali smo se zanj tudi nekaj, pa je bilo tako, pa sem se jaz malo hecal, prihaja končno recesija, nekaj bomo gradili, obnavljali, mogoče bo pa kaj nižje. In je en predstavil, pa se je že recesija, poglej, koliko so padle cene, različnih naložb, Bitcoin, kakorkoli pa že. Sem rekel, to je pa tako, če držiš naložbe, ker ti recesijo fašeš že na avans, drugi jo pa dobijo šele pol kaj dobavljeno blago, da se malo pohecam. In točno tako je, pač trgi prej uračunavajo in tudi mi, ki smo upravljali premoženje, še takrat na kadih skladih, pač takrat nisem bil še direktor upravljanja, upravljal sem ameriški sklad, je bilo tako, mi smo pač, ko se rekla, kdo začuti, kjer podjetnik začuti to recesijo. Najbolj jo zdaj v upravljanju premoženja začutijo, ker so se jim sredstva zmanjšala, na katera obračunavajo upravljalske provizije. In za njih to pomeni že dnevno nižje prihodke za 15, 20, 30 procentov lahko, tudi. Lahko so odlivi, pa se ti še zmanjša vrednost premoženja. Torej, tukaj se najprej vidi, v bistvu, da so te ta prvi znaki in tako je tudi bilo. Cela Slovenija je živela v svojih sanjah, evrskih in ne vem kakšnih, mi smo pa začeli takrat v našem podjetju, takrat se je že začelo odpuščati. Začelo se pa odpuščati, ker so bili prihodki toliko nižji, da če ne bi tega naredili, bi že dobička mogoče ne bi bilo več. Tukaj smo imeli pa objave podjetij. Ne vem, to podjetje kljubuje uspešno krizi, ni nobene krize za nas, mi smo na vzhodnih trgih, to je zahodna zadeva oziroma ameriški trg je tukaj samo. Pa smo pa dobili z dobavljeno blago recesijsko, in smo 2-3 leta rabili, da smo ga prebavili. Tako da jaz sam pravim, ne pravim, da bo tako globoka recesija, nujno, ampak ne morem jo pa izključevati. Jaz mislim, da dajmo začeti z neko normalno recesijo, ki ponavadi traja leto do leto pa pol, malce dlje časa. Po mojem sem ukvarjal z recesijskimi krivuljami V, dvojni V, ko to zgledali, tako da pričakujem, da bojo zdaj abecedarium analitiki ven prolekli, pa mal prah vdol odpihali in bomo tam filozofirali, ampak to pač bo, tako je, pač ljudje smo social beings in se moramo nekaj pogovarjati, čeprav nimamo pojma, kva počnemo, iskreno povedano. Ravno gledam tukaj, kaj se je zgodilo na kriptotrgu in sicer mislim, da je bilo še 2 dni nazaj ali celo en dan nazaj, da je bil Bitcoin malce čez 20,000, danes je v četrtek ob 19:31 21,300, podatki so iz CoinMarketCapa. Spomnim se, da je Damjan Merlak rekel, da se mu zdi interesanten Bitcoin mogoče pri 20,000, zdaj ga nisem nič kontaktirala, da bi ga vprašala, kaj si misli o tem, kaj misliš pa ti o tem. Zdaj, rekli smo, da če bo delniški tečaji, če bodo upadali, bo verjetno bolečina še večja in hujša na kriptotrgu, ne? Lahko, da se je izkazalo na rok kakšnega leta pa pol, da okrog $20,000 je neka, ne vem, ta neka notranja vrednost glede na pač nek potencial Bitcoina, ampak jaz sem se naučil skozi leta, da trg zmer prekomerno reagira in da grejo lahko stvari tudi bistveno dlje, kam misliš, in mislim, da se v delnicah isto zgodilo. Tudi če ti mi rečeš, pri tej ceni se mi pa nekaj zdi zanimivo, te še zmer po domače povedano vrže narediti, koliko pod to ceno lahko nekaj gre,
testira tvojo rezonskost, rečeš, kako je to, kaj sem pa jaz zdaj kle falil, gledam to 10 let, pa še zmeraj mi nič ni jasen, ne? In posebej čez 5 let izkaže, da sem imel prav. Sam je trg šel v prekomerno reakcijo. Jaz mislim, da se na teh trgih dogajajo zdaj margin calli, collateralni, likvidnost je usahnila, vse živo se lahko še dogaja. Tako da, sploh tudi če bi mislil, da je $20,000 vreden, bi taktično rekel, lahko gre nižji, ker pač to zgleda kot falling knife zelo v tem trenutku in se mora neko dno narediti. A se bo pri 20 ali pa pri $10,000, če mene vprašaš, je to vprašanje spet čiščenja. Tako kot na recesiji se moraš čistiti, se mora trg čistiti do konca in najti neko stabilnost. In pol bo pač neka osnova, s katero bomo bolj lahko gradili. Mislim, da je kle dosti podobno. Zdaj, dobila sem zelo veliko vprašanj od poslušalcev, kar zelo veliko, ne. Ali zdaj pravi čas, da vstopimo na trg, ker seveda vsi pričakujejo, da bo tudi recesija prišla in po teh norih upadih ne vejo, kaj bi in kaj ne bi. To si ti zdaj že vse lepo pojasnil, kako se vstopa na trg. Dobivam pa tudi eno vprašanje, kar precej pogosto, predvsem zaradi vse višje inflacije, in sicer ali naj investiram v zlato. Ali upaš oziroma ali lahko malce pokomentiraš zlato? Kaj pa jaz vem, zlato je zelo privlačilo ljudi, da pa zdaj rekel, da je blazno zasijalo, glede na denar, pa ne vem, kaj pa jaz vem, neke konzervativne naložbe bi pa težko rekel, no, v zadnjem obdobju, ne. Jaz mislim, da zlato je lahko mogoče v tem tako, če gremo v res zelo črn scenarij, jaz mislim, da zlato ima svojo privlačnost, ne, zato ker zlato najbolj zasije, ko je res ta največ sranje, no. Iskreno povedano, ko je bila globalna finančna kriza, takrat je zlato odigral svojo vlogo in zato ga jaz tudi jemljem kot takega. Nikoli ga ne jemljem kot inflation hedge, ker je tako slab inflation hedge, tako slabo varuje pred inflacijo, ker ne veš, kje bo inflacija, niti pa ne veš, kje bo zlato. In zlato ni nikoli tam, kaj je inflacija. To je tako brez veze. To je največja laž, ki so jo distributerji zlata prodali ljudem, da je to hedge proti inflaciji. To je med nami bullshit. Ni, a ne? Ker hedge proti inflaciji je, inflacija je 8, zlato gre gor 8 v istem obdobju. A ne? Inflacija gre gor 20, zlato gre, inflacija gre gor 7, zlato gre dol -7. A to je zdaj dobra varovalka? Ni. To samo zato, ker ne gledate vsak dan, nimate niti statistike, ne primerjate, vam je to en tam na šalterju, ali ne vem, kje ste to kupovali, ali pa v enem hotelu z viskijem razložil, a ne? Druga stvar, ki jo pa vidim, je pa točno to, ne, zakaj so fantje tam na Palantirju kupovali zlato, ne. Kupovali so ga kot neke vrste, diverzifikacijo in varovanje pred finančnim meltdownom. Jaz tako gledam, ne pred inflacijo, ne. Zdaj, začelo se je pa ta finančni meltdown z inflacijo, ki je šibkosti razkrila in vse težave, ki jih imamo. Zdaj pa šele prišle na dan. Tako da jaz mislim, da zlato ni tako neumen. Jaz ga gledam taktično, gledam ga skozi cikle, tako da danes taktično nekaj ga lahko imaš. A bi si drzno reči, imej vse v zlatu in to na 5 let počni, to se mi pa zdi med nami dosti brez veze. Pa bom razložil, zakaj. Zaradi tega, ker bi vmes toliko delnice padle, če vi ne boste kupili teh delnic, ki bojo izjemno poceni v naslednjem letu, 2, ker vi boste zdaj zlato držali 2-3 leta, pa mislite, da boste sam switch nazaj naredili, ko je poceni delnice in pol juhuhu. Ja, ne bo, ne. Da to ne bo tako funkcioniralo. Hitreje se odbili in vi boste lovili delniški trg. Tako da to ni fino. Tako da zlato je lahko neka komponenta, danes je lahko, ne vem, tudi 15, mogoče 20%, malo več, a ne, ker je pač ta tveganje, rečemo, če je 20% tveganje globoke finančne krize, pa tako mislite, imejte 20% zlata. Ostalo pa morate vedeti, da na 10 let bojo zdaj te delnice, ki so se že pocenile in se še bodo verjetno lahko, obstaja neka verjetnost, bistveno više. In zato smo na delniškem trgu, ker skozi dolgi rok je pa iskreno povedano najboljša varovalka pred inflacijo imeti dobra podjetja, ki raste in bojo imela večji denarni tok v prihodnosti. To je najboljša varovalka pred inflacijo. Ne nepremičnine pa druge stvari, samo morate pa kvalitetna podjetja imeti. Zato za tiste, ko vstopate, ne mi zdaj neki blazno eksperimentirati, a ne? Tisti, ki pa pač to počnete, morate pa vedeti, se greste stock picking. To pa ni zdaj, ne bomo zdaj tole vzeli v tej oddaji, kjer je tikeri pa kaj zakupati tam draž, ne? Ne, v tej oddaji tega ne bomo. Vem pa, da me zdaj vsi preklinjajo, pa zakaj ga prekinila, zihar je hotel povedati, ampak vem, da ne boš povedal.
Dejva zdaj samo še pogledati v prejšnji epizodi rebalansiranje, ki sem jo posnela, smo govorili o smrti 60-40 portfelja, zdaj ameriške oziroma državne obveznice do zahtevane donosnosti so kar poskočile, ameriška 3,4, nemška 1,8 desetletne državne obveznice. Kakšno je za tvoje mnenje, da bi mogoče bi bilo smiselno dodajati obveznice v naš portfelj? Dajmo reči, da jih je zdaj bistveno bolj smiselno dodati, kot jih je bilo 3 mesece nazaj, ker lahko dejansko zaklenete noter več kot 3% obrestno mero, zdaj spet odvisno od obdobja, za katerega pač to investirate. Zdaj, jaz bom to tako rekel, ljudje naivno pričakujejo, da v naslednjih 5-10 let kar inflacija enaka, kaj je. Zdaj, če bomo imeli recesijo pa finančno krizo ali ne vem, te črne scenarije, pol ne bo nobene inflacije, pol smo kar zaključili z inflacijo, to je brez veze. Pol je spet vzvratno gledalo in v enem smešnem filmu imam jaz tako, ta scenarij. Imamo ležarine, imamo inflacijo, vsi investiramo kanorci v neke nepremičnine in druge stvari, bankiri reče, morate dati tole na fiksno obrestno mero, viša se, imamo FOMO efekt, pride recesija, finančna kriza, deflacija, obrestne mere grejo spet dol in rečemo, zakaj smo se kle borili točati. Tako da to ni tako neverjeten scenarij. Če bo globlja recesija, ker finančna kriza nastala iz krize bilanc, iz izpostavljenosti. In težava zdaj je to, da obvezniški trg in trg fiksnih inštrumentov, vrednost teh inštrumentov pada tako, kot še ni nikoli. Če ste pa vi neka inštitucija, ki ima v svojem premoženju samo obveznice danes, na drugi strani imate depozite, pa dajmo reči, da jih imate 100 obveznic, pa 80 depozitov, 20 je pa vaš lasten kapital. Tisti trenutek, ko sem jaz zmanjšal vrednost vaših obveznic iz 100 na 80, in zdaj, če bi imeli razpršen portfelj in bi nekdo rekel, morate po tržni ceni voditi svojo bilanco, danes taka banka ne bi imela nič kapitala. Kapital bi bil nič. Dajmo to malo razumeti, kako pomembno je to dogajanje na obvezniškem trgu v tem trenutku. Torej smo pred neko težavno točko in boh ne daj, da se ne odzovejo in gre ta sentiment čez rob, ker bomo tako serijsko dolžniško krizo doživeli. Ne hecam se, sploh ne bomo vedeli, kva nas bo zadel. Tako da govoriti, komu zdaj iz te točke še naprej dvigovali obrestne mere, pa kako bomo imeli inflacijo, ki nam grozi, da bomo imeli še eno finančno in gospodarsko krizo, jaz bi malo se ustavil, pa preanaliziral, pa malo spremljal. Pa čim manj predpostavljal, bom tako rekel. Za delniške investitorje bo pa kle čas za potrpežljivost. Torej, če ste eno polovico že poinvestirali, keep calm and carry on. Vsak mesec, vsak kvartal, dejte lepo naprej varčevati. Niste tukaj zato, da te fajn zgleda čez 6 mesecev, ampak čez 10 let. Se strinjam, zelo se strinjam. Tudi jaz sem naredila en manjši manever, manjši, kar precej velik manever v mojem portfelju, ampak o tem bom pa kdaj drugič povedala. Mislim, da sva zajela več o manj vse, kar je bilo relevantno. Upam, a imaš ti še kakšno pametno misel za dodati? Mogoče bi lahko sam še to povedala, da vsa to svojo pamet si ti izlil skupaj z Matejem Šimnicem v naši delavnici investiranje za začetnike, tako da tam predstavljamo tudi različne portfelje za različna ta okolja, bik, medved, recesija in vse živo, tako da mogoče bi povabila vse gledalce in poslušalce, da si to delavnico tudi ogledate. Še kakšna misel za konec, Andraž, ena taka motivacijska mogoče za vse tiste, ki so zdaj prestrašeni? Jaz bom tako rekel, včasih je bil zrak, to bo konec sveta, prihaja konec sveta, ta kriza. Na koncu, če smo se kaj naučili, ker smo imeli ta zadnjo krizo, da to ni konec sveta, da pač vsaka nevihta mine, da je to treba pač vedeti, samo mogoče zdaj malo čas bolj za neko neobjestnost, malo bolj racionalne odločitve, malo se moramo prizemljiti, kar tudi nič ni slabega po moje, pa bo čisto v redu. Tako da jaz mislim, da sam ne na glavo, bi jaz svetoval nazaj v tem trenutku, pa bo vse v redu. Pa res enostavnih lekcij se držati. Večkrat smo jih ponavljali, res so izjemno
banalna zvenijo, ampak na dolgi rok res delujejo. Ne? To je tako rekel, tako kot marsikaj v življenju rečeš, ampak težava je zmeraj v človeku, ki se ne drži nečesa, ne se vemo, kako je, pri marsičem, vsi smo generali, vsi vemo, kaj bilo fino, ampak na koncu na disciplini vsi pogrnemo, vključno z mamo. Ja, disciplina je tista, ki je ključna pri upravljanju premoženja, denarja, konec koncev življenja. Skratka, Andraž, najlepša hvala. Prepričana sem, da se bomo kmalu spet slišali, videli. A ne? Tako da hvala. Ja, hvala tudi tebi, poslušalcem. Lep pozdrav, pa se slišimo. Okay. Ja, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja@money-how.si. Za konec poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.